Dober večer, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Novica dneva prihaja iz Bruslja. Evropska komisija bo naslednja 2 meseca brez svojega predsednika. Jean-Claude Juncker namreč odhaja na zdravljenje odvisnosti od alkohola. Na zasebno kliniko v Švici sta ga pospremila nemška kanclerka Merklova in njen francoski kolega Macron. Bonjour. Bravo, Angela. Nisem si mislil, da ga boš prepričala. Ja, naj še malo uživa. Lahko začneva, gospod Juncker? Odločili ste se za zdravljenje na kliniki za odvisnosti. Kak to? Rad ga pijem, ampak stvari so mi šle iz rok, a zadnje čase nisem res imel nobene meje. Sam sem zlival vse noter, na zadnjih Eurosrečanjih priznam, da sem bil čisto gotov in to se mora nehati, ne? Bravo, moram ti še enkrat čestitati. Pokazala sem mu par slik medicinskih sester na tej kliniki, pa je bil takoj zagrozen. Angela, počakaj me. Ja. Hvala vam, da ste uredila sprejem tako hitro. Kako vam je uspelo? Imamo zveze? Naša vlada ima skozi ljudi notri? Nisem vedel, kaj naj spakiram. Sem vzel kovček pižam s sabo, pa in 2 flaši viskija. Viski boš moral pustiti zunaj. Upam, da ste mi uredila privat sobo in sestro. Normalno. Sta povedala, da pride z mano moj osebni šef? Kdo pride? Moj osebni kuhar Emil pride. Komu si pa posle predal? Nikomur. Aha, Lepak ja. ni bodo zadeve tekle že brez mene, potem pa bomo zrihtali po telefonu. Emile! A misliš, da bi nam Emil lahko že zdaj kaj pripravil sem nočno? Seveda. Nekaj malega za Sploh ni popekati, problema. prigrizniti. No, recimo eno račko vinski omaki in rumo kolač, ali pa v pivu marini rangolob, super. limoni sorbe. No, nekaj bomo že našli. V Bruslu pa je zdaj v živo z nami europoslanec Lojze Peterle. Lep pozdrav v Slovenijo. Kako vi kot njegov strankarski kolega komentirate to odločitev? To je pogumna odločitev in mislim, da se je odločil prav. Tudi sam sem mu večkrat namignil, naj razmišlja o tej opciji. No, osebno mislim, da je sodu dno izbilo najino zadnje srečanje prejšnji teden. No pa kaj se je zgodilo? Kot ponavadi sem mu prinesel nekaj flaš domačega cvička. Normalno je spil par kozarcev in ko sva se poslavljala, mi je rekel: Lojze, hvala za ta čudoviti hrvaški teran. No, takrat mi je pa počilo in v obraz sem mu povedal par krepkih o Hrvaški in arbitraži, predvsem pa o tem, kako mu je alkohol zameglil razum, da ne loči več vrhunskega cvička od cenenega hrvaškega terana. No pa zakaj ste mu sploh nosili cviček? Poglejte, to je bil eden od načinov promocije Slovenije in hkrati tudi edini način, kako priti z njim v malce bolj oseben kontakt. Mislim, da mi je to uspelo, je pa tudi res, da sem v teh 2 mandatih europoslanca v Bruselj znosil že kakšnih 300 litrov cvička. Gospod Peterle, hvala vam za ta pojasnil. Lahko noč. Neuradno smo izvedeli, da naj bi predsednika Junckerja na mestu predsedujočega Evropske komisije zamenjala naša komisarka Violeta Bulc. Poglejmo, kako je pokomentirala njegov začasni umik. Jaz, gospodu Junckerju, želim ravnotežje v kozmosu. Vse energije in sile pijače naj pusti v preteklosti. Nihče ni vedno trezen. Lepo pa bi bilo, da vsaj v službi nismo preveč nažgani. Izgledamo lepo in zelo profesionalni. Svoje prve kilometre na evropskem političnem parketu nabira tudi naš premier Marjan Šarec. Na zadnjem vrhu Evropske unije, ki ga je še vodil Jean-Claude Juncker, se je prvič srečal s predsedniki vlad in hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem. Poglejmo, kako sta se ujela. Zdravo, sused, kako je? Zdravo. Vidi tamo, znaš ko je ovaj sivo kosi? Čovjek koji ima probleme sa išijasom. Ja, slušaj Marina, ti znaš da smo ja i Jean-Claude stariji drugovi, stvarno. On je vrlo zabavan čovjek, on voli da se grli, da nešto popije. Razumeš? A piješ i ti? Ne.
Haj, živijo. Evo sem zrihtal, Ja, sedite skupaj, dobra ideja. govorite? Boj za šank. Bien sûr. Dal sem jih tja na konc mize, tako da nimate druge izbire. Vse, Ja, kar pametno. zabavam tale Merlin. Prej zunaj na hodniku tebe imitiral, Ah, res? pa sploh ni bil slab. Ja, pa ne pride ga na en kozarček, ne? Pa je, da ne pije. E kaj, še nisi moron kot cerar. Da si upoznal Angelu več? Ne, nisam, još čekam. Marjan, šta čekaš, trebaš v akciju. Ja. Ajmo. Šta? Ah, sure, dobar dan. Dobar dan. To bo stalo, a? Ja, odličen. Ne se ga navaditi. Ja, jaz še imam en vrhec. Sam mi je papirčkov zmanjkalo. Ej, res Ajde, hvala, vidimo se, super vila, super plaža, tudi Hrvatska. Poi se kot pimo poi konflikto, jaz pa in fante, to je stvarno si za en boka. Če te se nima prijateljsko, Ok, pridem. 50 blindi, pala i čuka, te se mapu zapavam. Pridem. Lepo zdrav. Malo bletit gledaš, bi mogel malo Leta se gospodarja vam reči. zdi? Enega imamo gor, dva od spodi, če hočeš, ti lahko zrihtam. Kar se Brexita tiče, skozi eno honot in čez drugo ven. A veš, kaj mislim, ne? Še plac za Zdaj poka. bojda, če- Ja, je še, ja. Imam enega, ki ga lahko beremo. Ja, super. Samo ima küne sabo. Tereza jume not. Ali to su sve dobri ljudi, razumiješ? Kad ih jednom upoznaš, shvatit ćeš da ima svaki neke fore. A kad sedneš s njima i malo popričaš, vidiš da su svi ok ljudi. Dobro je. Čez ga je šarmiral, zna Plenković začetniki. Je. Marene, ako ti bilo što treba, neki savjet, možda škola stranih jezika, bilo što, evo ja sam tu, tvoj susjed, tvoj prijatelj. Jel to je sve tu organizovano? Naravno, A ko sve to plaća? pa Europska unija, svi ovdje. Zanimivo. Poslanci državnega zbora so danes razpravljali o invaziji tujerodnih vrst komarjev, ki prinašajo številne tropske bolezni. Poglejmo, kako je Slovenija pripravljena na prihod agresivnih, tigrastih, japonskih in drugih vrst komarjev. Zaenkrat smo poletne pike komarjev jemali kot naravno dejstvo, a zadnje čase se vsaj meni zdi, da jih bo vedno več in dejstvo je, da se Slovenija mora sama zaščititi. Ti komarji, ki so leteli po slovenskih krajih, ni to naša žival. Gre za neko tujo vrsto, to je preprosto enostavno povedano pač insekt, ki je prišel nam poštenim Slovencem čez mejo krepit. No, nič bat, kolegi. Jaz nisem nič popikana. Tudi, če bi slučajno bila, namažem se s kremo in čez 5 minut več ne srbi, ker danes imamo toliko stvari za zaščito, da ni nobenega razloga, da bi nas komarji pikali. Vemo, kdo je kriv za napad komarjev. Tam, kaj se pa v obrambi, ljudstva gleda stran, komarje basit, na mesto zmečkan. Skratka, to je vlada, ki skrbi za komarje, ne pa za zdravje lastnih državljanov in državljank. En zelo majhen komar. Poglejte lahko, neko državo stane čez 1900 evrov na mesec in okrog naše države leto je roj. Gospodje, to ni hec. Ko bodo komarji začeli letati noter po tej dvorani, bo prepozen. Kaj res komarnot? Ne, samo muha je bila. Potem bi jaz takole predlagal, da tu note za vsak slučaj za avtano pošpricamo. Ti komarji so sestavni del našega ekosistema in način reševanja tega problema lahko pusti velike posledice mlajšim generacijam. Zadnje čase okrog naših glav stalno neki brenči. Vsak ima rad mir doma, brez komarjev. Imamo pa veliko primerov, ko komarji priletijo po dnevi, ne samo po noč. Jaz sem razmišljal, da bi bilo treba prekriti nebo nad Evropo z eno ponjavo, ne? Ali pa vsaj nad Slovenijo. Ne? Zdaj zima prihaja, ta ohladitev bo pobila vsa jajčeca od komarjev, pritožbe nekaterih kolegov in ideje teh kolegov pa so in strašljive in pretirane in želijo samo razširiti strah. Marcel, Matej, pozdravljena. Dober večer. Žjo, spet imamo situacijo, ko bi desnica najrajši zaprla nebo in meje, levica pa bi jih na široko odprla.
No, dejstvo je, da komarji več kot polovici človeštva predstavljajo nevarnost za zdravje. Z našimi domačimi doslej ni bilo nobenih problemov, s prihodom tujih, tigrastih, japonskih in ostalih pa jih bomo imeli. Posledice so lahko tragične. Ok, zdaj ne vem, zakaj se spravljaš na tigraste komarje. Ne? Oni so dejansko zapečkari. Ne? Oni ne letijo več kot 10 metrov od kraja, kjer so se izlegli. Ne? Ja, kako so pa potem prišli k nam? A misliš, da na štop? Ne, dokazano je, da prihajajo po tako imenovani balkanski poti. V Srbiji so samo v zadnjih 2 mesecih odkrili blizu 100 primerov vročice Zahodnega Nila, pa nekaj ljudi je zaradi tega tudi umrlo. No, ok, ampak a te je že kdaj pičil kak tujerodni komar? Ne? Kaj pa vem, letos so nenormalno pikali in čist lahko, da je bil med njimi kak prišlek. Ok, ampak jaz zaradi tega ne bi delal panike in strašenjem ljudi nabiral političnih pik, ne? Ampak pač nosim dolge rokave in se špricam, ne? In nimam nobenih problemov. Ne? Ja, kaj, a zdaj ne Slovenci zaradi njih spreminjamo kulturo oblačenja? Glej, zaradi mene ni treba, ampak pomaga pa. Matej Marcel, hvala vam za ta pojasnila. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je odslej tudi televizijski voditelj. Po kroničnem nezadovoljstvu s poročanjem medijev se je odločil, da bo svojo resnico prikazoval kar sam. Poglejmo. Ide muska ugasen. Dober večer in dobrodošli v oddaji Trump News. Novica dneva je, da je predsednik Trump še vedno izjemno priljubljen, najbolj priljubljen in kamorkoli gre, ga pričaka množica oboževalcev. Glede na njegove uspehe je to tudi normalno. Zdaj bo pa nekaj besed o mojih novih načrtih povedal Johnson. Gre za ukrepe, ki bojo naredili Ameriko še bolj varno. Seveda, gospod predsednik. Naš prvi plan je poleg zidu na kopnem zgraditi zid tudi na morju. S tem računamo, da bomo zavarovali cel vzhodni del. Tako da... Je to bo delovalo pri tunen skube. Mislim, da bomo za zaščito Amerike vseeno potrebovali več, kot samo zid na morje. Se strinjam. Zato imamo pa še en drug projekt. Tu je pa na tiste table. To je prerez zaščitne kupole, ki bi jo lahko postavili nad večjim delom našega ozemlja za obrambo pred zračnimi napadi. Z različnimi barvami so označene stopnje varnosti, ki jih kupola zagotavlja. Ne gre pa samo za varnost. V tej kupoli lahko potem kontroliramo tudi vreme, spuščamo pline, velike možnosti. Hvala. Prosim. No, zdaj pa šport. Zdaj šport in politika sta od nekdaj povezana in mislim, da je caj, da se povežeta še bolj. Športniki se bodo morali opredeliti pri dresu, na voljo bosta 2 modela in tu je tu. Ne bo se dalo mutiti, ne? Demokratske. Ok, lep dres sem nosil, ga pa bom kula. Ja, ja. Wow, tu je tu, ne? Beren, to je pa republikanski model. Hvala vam, da ste nas spremljali. No, za vas smo trudili še naprej. Se vidimo jutri zvečer. Še novica iz Črne kronike. Potem, ko je sodišče Vladimirja Voduška obsodilo na 1,5 leta zaporne kazni in mu prepovedalo opravljanje novinarskega poklica za 1 leto, je včeraj podpisal 1-letno pogodbo z bučkami. Ta velja ravno za čas sodne prepovedi. Na ta način se je tudi naša redakcija odzvala na precedens sodišča, ki je Vodušku kot prvemu novinarju v Evropi prepovedalo opravljati svoj poklic. Ekskluzivno za bučke je povedal tole. Ja, jaz bi rekel, da je to ena najboljših oddaj v TV zgodovini slovenskega humorističnega programa. Ne samo, da so teksti inteligentni in zabavni, ampak so enostavno tudi imitacije tako dobre, da zadeva pač dela. Se pa bojim, da jih bodo ukinili še preden pridem iz zapora ven. To so bile novice dneva, ne zamudite še športa in estrade. Dobrodošli nazaj, smo že pri športu in z nami je Zmago Sagadin. Dober večer. Nocoj bomo govorili o obnašanju na teniških igriščih. Nedavni spad Serene Williams v finalu US Opena je sprožil različne reakcije. Eni so bili mnenja, da je pretiravala, drugi, predvsem Američani, so bili na njeni strani.
A resnica je ta, da marsikdo sploh ne ve, zakaj se je sploh kregala s sodnikom. Da boste vedeli, o čem igralci in sodniki največ debatirajo, poglejte v nekaj naslednjih primerih. Klicala sem te v skrbeh, ti pa si bil nek pijan s kolegi, pa me nisi javil. Vse sem naredila za tebe. Nič ni vam z vami? Umaknite se, Mrs. Williams. Boš si videl, prasac navadan. Boš si videl, ko to igro končam, grem do tvoje žene. Pa ne deli drame zdaj, no. Ja, kuke cajna. 2 čuka. Ne, ta zadnja cajna. Poslušaj, ta avto je bil skozi garažiran, vozila ga je moja taša, enkrat na mesec na Britov. Ankoli bi roknen, reden servis, ne dam te kacnej. Lej, kaj so se prvič pogovarjala, si rajko, da boš dal za Jurja, ni tako? Nisem tega rekel, nikoli. Nisem tega rekel. Ne. A ja? Nisem tega rekel. Okej, pol poraj vidiš, da ta avtor je vik. Za čuka ga ne dam. Prav, štekam. Sam tehnični pa registracija sta bila 400. Alo, rečete, da ne neham izžekat mojemu tipu. Kaj so mu tipu? Pa koga ti moraš še povedati, sploh ne ve, kjer je njen tip. Oni meni prvi pomahaj, nič ni bilo, sploh ne ve, kdo je. Ne laž, presice, skozi ga gledaš, tam skozi pokažeš, ritka laufaš na mrežo. A lahko igramo tenis, On ima prosim? sliko nekoga tiča na telefonu, Ja, pa kaj štekaš pa? majih. Ko je bila pod tušem, sem ji pregledala telefon in presica sam laže. Zlata žoga bi mogel da biti Ronaldo. Kristjan, on je navaden šminker, Luka igra obrambo, organizira, ti pa stoji pa čaka na podajo. In daje gole. Glej se ti pravim, Modrić je dober, samo najboljše teseke da največ golov. Tu je fuzbal, a ne? Te žogce so bile darilo, ti si pa kar dal igro. Ne vem, če so to te žogce. A veš, koliko žogic dobim, da ne vem, po moje niso. Vsi so se podpisali go Raulu za 40 let. Saj eno bi lahko držal, saj eno! No, v studiu je zdaj že naša poročevalka z estrade. Čau, Slavko. Lorela, kaj pa tu slišim, da ima ljubljanski župan svoj kafič? Kaj ne rečem, dobro si informiran. Tako je, ljubljanski župan Zoran Janković je včeraj v središču prestolnice odprl prvi lokal, ki je namenjen predvsem upokojencem. Tam ne boste našli brezžičnega interneta, pač pa časopise in jukebox. Na otvoritvi smo opazili nekaj znanih obrazov in političnih podpornikov. Poglejmo. Zoki, tam čakajo punce za vitmizo. Vprašaj jih, če bodo kaj pile. Že od dekleta, kako smo, ne? Maljem, res. Ja, se je zdaj dovoljene za grece zrihto, ne? Ja, pa če bi lahko še ene runde naročili. Ja, valjda ne. Živijo. Je pa kje si, ne? Daj zrihte in štamprle, ki jih ta mala noče Dje prnesti. še ura 10, ne, pa bo zrihto, ne? Ja, organizirano. Dika pa češ. Kavilirček gremi vseh domov in direkt sem. Da pa neseš tleš od kavici, da ga te malo do zadnji pisarno, pa neseš 3 flaše rakije, te domače, pa ne računa tega. Muza štrikala je Herta, ki se na štrikanje spozna. Svetlana, lahko ba tiši, prosim, ne? Zakva? Tle se fok pogovarja, da boš Svetlana tukaj, že pjana, ne? Olega, dega kam mednjeno flašo. Ja, izvolite. Ja. Pa smo šlje. Te pa od Zukija šljivovica, da vidimo, kakšna sploh je. Sam 200, ker je Ano un tam vzel. Sej vem, ta mal moj ne bi smel kar dati, ampak ga je tako presenetil, da ni vedel, kaj bi. Ne, barbali oko se zna obnašati. No, ga bom vse malo popazil. Pa Svetlano bi čuvi, da zapiče hoče, sam beš iz vodu, ne? V redu. Ja, vse bo kul, ne? 10 ti sekirat. Lega! 2 šluka derejo, pa se že spotik. Moramo paziti, da se ga stari ne nažgejo čist. Ma ja. O, čau, ja lega, kva pa ti tle? Ja, sonce, pijača, pa vse ljubljanski dol. Tle so prispevki naših oskrbovancev, upam, da vzadaš. Bungarije so vzela. Ja, vse so dal, ker so imeli. Še včeraj sem videl, da sem nakazaka direktna. Sad drugič vojete, da druga čuva za takrat, ne? Kva so pa to za ene kuverte? Zoki, začel bomo! Za lokal pobiramo, tudi v vašem domu smo pobirali. Dobar dan, upam, da ste že vsi dobili svoj vekov drink. Z našim dnem postaja vlastnik novega kafiča, Debeca bar. Odprti bomo vsak dan. Vsak dan se tudi ostal tukaj in preveril, da se šteba. Debeca bar, pozab vse, sa plačati ne. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, gledali ste izmišljene novice. Vidimo se naslednjo soboto, lahko noč in miren spanec.